Ne vem, pogledava en primer čistko, mogoče kaj bi pa zdaj v tem nekem CDP-ju tako mogel biti recimo za nek retail. Ja, dajva biti konkretna. Ja, zdaj, če si tako zamislila splošen retail, te osnovni podatki stranke, to je tista zadeva, ki bi pravzaprav iz CRM-ja lahko prišla, bi bili recimo neki podatki, ime, priimek, ko se kaj zbiramo, e-mail, naslov, pač lokacija, ampak mogoče tle res podatek naslov, ne lokacija, ki jo daš prek kakšne naprave, telefon, spol, rojstni datum, pa so pa te nakupni podatki ali pa transakcijski podatki, ti rečejo v surovi, raw obliki, in to vsa tvoja spletna naročila ali pa nakupi v poslovalnici, ki si tudi prej omenil, vse vračile, menjave, katero plačilno sredstvo si uporabil. Pa imaš pa še lahko neko, rečo temu kategorijo, koliko si bil angažiran, zavzet, se pravi, kaj si na spletu gledal, ne vem, recimo, na katerih produktih si se dalj časa zadržal, na kateri vsebini si se dalj časa zadržal, katero e-mail komunikacijo, recimo si bral, kdaj si ti v bistvu ta sporočila bral, a si koristil program zvestobe, koliko si dejansko bil v programu zvestobe, koliko teh nekih izzivov si rešil, prek katerih kanalov komuniciraš, pa recimo neke interese, kjer imaš, ki si jih izrazil skozi recimo katere kategorije storitev ali produktov te zanimajo. Vse to je nekako v vlogi personalizacije, ampak verjamem, da še kaj dodaja CDP zraven. No tako je, ko imaš enkrat to v CDP-ju oziroma ko imaš vse te podatke, jih tudi obogatiš, torej dodamo zraven še neke agregate recimo, torej kakšen pa je lifetime value stranke in to zračunamo iz vseh naročil, ki jih imamo v sistemu. Če so prišla naročila iz večjih sistemov, je to zdaj še posebej koristno, ker smo to prej teže zračunali recimo, ne.